Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes imamo veliko čast, kajti konec leta 2015 je v Slovenijo prišel specialist tradicionalne kitajske medicine in sicer specializiran posebej za neplodnost in v tem času že ima krasne rezultate. Tako je danes v naši družbi dr. Gong. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan, ni hao. In pa Miha, ki ga pa tudi že poznate, torej prevajalec tradicionalne kitajske medicine. In danes bomo torej govorili o neplodnosti. Za sam začetek, kdaj v bistvu sploh govorimo o neplodnosti, v tem smislu, kaj je? O tem se namreč veliko govori. 不孕症是什么时候可以谈不孕症？什么是不孕症？不孕症就是青年女孩，就是女同志，有生育能力，夫妻性生活没有备孕，不采取备孕措施，再就是丈夫身体健康，精子质量很好，1年不能怀孕的叫不孕。 Ja, gre za težave, kjer recimo pri in zdravem moškem in zdravi ženski po nekje recimo enoletnem obdobju še vedno ni prišlo do zanositve. Pod pogojem, da sta oba dva, ko bi rekel, fizično zdrava, no pa da po enem letu še ni prišlo do zanositve. V tem primeru lahko temu rečemo, da se gre za težave z neplodnostjo. Zadeva pa tako moškega kot žensko. 那这个情况，男的、女的都会出现这个毛病吗？是的，男同志叫不幼，不能生育；女同志叫不孕。Ja, pri obeh, zdaj v kitajskem jeziku se drugače imenuje. Ne, težave na moški strani ali pa težave na ženski strani. Ne? Ker pri moškem ne gre za to, da ne bi mogel zanositi. Moški tako ali tako ne moramo zanositi. Mi pač da semenčice niso dost hitre ali pa dost teh številne. Ne? Pri ženskah je na ženski strani je ta težava, da se ali plod ne prime ali pa nek drug vzrok. Kakšni pa so torej vzroki, ki jih obravnavamo pri neplodnosti? 一般的原因，不孕症的原因一般是哪一些？不孕症的原因分原发性不孕原因和继发性不孕原因。原发性不孕原因就是一直没有受过孕的、没有怀过孕的叫原发性不孕。原发性不孕的原因有先天性的。 Ja. Ok, načeloma sta dve skupini. Ne? Ena sta, ko bi rekel, prirojeni ali pa pridobljeni, ali pa, ko bi rekel, originalni, ali pa, ko bi rekel, akutni. No? Ali so vzroki lahko, ko bi rekel, prirojeni, originalni, v smislu, da so že ko bi rekel, že celo življenje s človekom, ali pa da so akutni, da so nastali pred kratkim, da sta te dve skupini. pa se pa spet se ločijo, pa so pa male podskupine.那个继发性不孕呢，就是说，通过有时候小产，怀孕之后小产，不小心流产，反复流产，结果子宫内环境改变，子宫内膜改变，输卵管粘连，或者是黄体周期。 Med akutnimi vzroki za neplodnost so recimo lahko spontani splavi, so recimo lahko težave z jajčniki, z jajcevodi, za maternico ali pa z sluzjo v maternici. 你说原发性的是就是原发性的就是卵巢不排卵，输卵管 闭塞，子宫发育不良。Ja, originalni so pa recimo, da maternica ni dobro razvita, ali pa recimo, da so težave pri ovulaciji, da ovulacija ni zadosti dobra.
Uravnotežena, se pravi. Zanimivo. Torej, dr. Gong je danes v naši družbi, ki je specialist tradicionalne kitajske medicine, posebej torej usmerjen ravno v neplodnost. V Sloveniji je torej od konca leta 2015 in že v tem času ima torej zelo, zelo lepe rezultate. Govorimo torej o neplodnosti. Povedali smo, kdaj pravzaprav, na kakšen način, kdaj govorimo o neplodnosti. Govorili smo torej, da to pri ženski in pri samem moškemu. Zdaj pa me seveda zanima, kako na neplodnost kot tako gleda torej tradicionalna kitajska medicina. Kako se loti torej te težave? Izziva? 现在医学的发展，你赚到了我们中医的治愈，增加了我们中医的治愈力。就是说，现代医学的发展，我们中医看病就是有了直观的，就是能够看得见的。比方说输卵管不通，在腹腔镜，在其他检查的情况下就可以看得到，是吧？我们中医治疗不孕，主要是认为他的病是肝和肾，再就是人脉和。Zdaj, tako, ne, z razvojem medicinske znanosti je tudi, ko bi rekel, ta naša, ali pa recimo zahodna medicina, poleg te z razvojem vseh teh metod, mikroskopskih metod, da, ko bi rekel, dejansko lahko vidimo neko težavo, da vidimo, kje je vzrok za težavo, prišla tudi do tega, da, ko bi rekel, da so še vedno včasih vzroki za težave, ki jih ne moremo videti, ki jih z najbolj modernimi, najboljšimi napravami enostavno ne vidimo. Bi se povsem strinjala, ogromno je namreč primerov parov, ki rečejo, da so bili na vseh testih, na vseh preizkusih in so jim enostavno odgovorili, vse je v redu z vami. Ja, klej, doktor, edin prejšnji stavek je zaključil, da tradicionalna kitajska medicina pa klej dostkrat gleda potem to, mi temu pravimo sfera vpliva, jeter in pa ledvic. Jeter in ledvice? Ja, dostkrat zgleda te dve sferi vpliva, je tisti vpliv, ki recimo uravnava ali pa vpliva na hormone. Je pa to dosti več kot samo, da bi rekli, samo en organ, če anatomsko pokažemo ledvici, to je ta organ. V smislu tradicionalne kitajske medicine je to dosti več. Zato pa rečemo sfera vpliva, ker se, ko bi rekel, ledvice odpirajo v ušesa, začnejo se kanal ledvic v podplatih, v točkah brbotajočega izvira in pa gre gor in sfera vpliva ledvic se pozna na laseh, se pozna v tej sposobnosti razvoja, kako se, ko bi rekel, kako se otrok razvija. Ko bi rekel, ta prirojena energija se skriva v ledvicah. Verjetno se vse te stvari pravzaprav ugotavljajo že na prvem tistem diagnostičnem sestanku oziroma tistemu prvemu obisku, ki smo ga pravzaprav tudi posneli oziroma o njem govorili v naši oddaji Klepet ob kavi. Tudi ta YouTube posnetek si lahko ogledate v naši bazi oziroma na spletni strani www.klepetobkavi.si, kjer si pravzaprav lahko ogledate vse ostale posnetke z doktorji tradicionalne kitajske medicine. In danes torej v naši družbi dr. Gong, ki je torej pred kratkim prišel v Slovenijo, deluje pa Miha v mariborski ordinaciji. Dr. Gong dela v ordinaciji v Mariboru, kjer dela tudi dr. Chu, sicer pa v ordinaciji Celje dela dr. Han, v ordinaciji Ljubljana dela dr. Jao, v ordinaciji v Kopru pa dela dr. Liu. No, evo, zdaj imamo vse postrojene po celi Sloveniji. Skoraj da. Odlično. Če se torej vrnemo na neplodnost, torej kitajska medicina je tista, ki gleda celostno oziroma na drugačen način kot tak. Se pravi, bodimo konkretni, pride ženska, ki ima težave z neplodnostjo, ali morata priti pravzaprav oba dva s partnerjem, lahko pride ona sama in kako se pravzaprav lotite neke obravnave v tradicionalni kitajski medicini. Zdaj smo tudi slišali, da je torej pravzaprav po celi Sloveniji so ordinacije. 我回答。这个辩证论者怎么做？怎么判断？辩证首先女孩子
一个家庭当中，在西医刚才不是说了，有了西医做检查条件，比如说男同志的精子的生成成活率，男同志的精子的成活率，男同志的健康状况，像是有没有副高炎症、睾丸炎症。Ja, pomembno je, da prideta oba, pa tudi zelo pomembno je, da prideta z rezultati preiskav, če sta kakšne te preiskave že naredila. Ne, sploh pri partnerju, pri moškem je recimo, ne, če pride, da pride z tem, ko bi rekel, da je naredil pregled sperme, da se vidi, a je tam kakšna težava ali ne. Ne, in tudi ženska, če je naredila kakšne preglede, ali pa tudi, če ima, ko bi rekel, če ima kakšno zgodovino vnetij, ne, da to anamnezo, da to zgodovino teh vnetij prinese pokazati. Tako da doktor v bistvu tudi pogleda te rezultate preiskav zahodne medicine. Ne, to pogleda za neko osnovo in pa gre naprej.女同志一般就是不孕的话，男方没有任何其他病变，我们就看女方。女方的病变在哪里？子宫的发育不良，输卵管的粘连，卵巢的功能不排卵，还是下焦这一部分呀。这是我们讲的，为什么呢？它是器质性的，比方说子宫肌瘤。OK。阴道环境的子宫黏膜的环境的改变，所以都可以造成不孕，我们就可以。Aha, zdaj, tako je. In potem naslednji korak. Pri moških, če je pri moškem z, ko bi rekel, spermo vse v redu, pa se v bistvu moškega skok lahko pusti na strani. Pa se pa gleda pri ženski in pri ženski večina vzrokov za neplodnost, ko bi rekel, se skriva v tem, čemu tradicionalna kitajska medicina pravi spodnji grelec. Dobro. Ne, ta zgornji grelec, to je ta par pljuča, srce, srednji grelec sta v glavnem želodec, vranica, spodnji grelec, ne, sta pa ledvica pa jetra. In doskrat pri težavah z neplodnostjo je težava na, ko bi rekel, na energetskem nivoju, pravi dr. Gong, je v bistvu težava na nivoju čija. Nekaj z energijo či je tisto, kar povzroči malo slabše delovanje ali maternice, ali jajcevoda, ali pa maternične membrane. Govorili bomo vsekakor tudi o tem, kako se v tradicionalni kitajski medicini torej lotijo načrta potem kasneje. Ampak, dr. Gong, predvidevam, da se na vas pravzaprav obrnejo pari takrat, ko jim zahodna medicina reče, vse je v redu, ampak kljub temu še vedno ne gre. Verjetno pride največ takšnih, ne?刚才说的女同志说的是器质性的，再就是功能性的，它分排卵、卵巢、排卵、功能处，它是我们讲的荷尔蒙的发育不良，所以查不出问题是大脑的荷尔蒙功能下降，荷尔蒙的水平下降，所以就西医看不出什么问题来了，所以中医才知道它肾虚、肝气。牙龈、肝经不湿、肝经不固，所以我们中医在这个方面。Drži, dostikrat je to, doktor pravi v jeziku zahodne medicine, ta povezava med možgani in hormoni, ne, oziroma med hipofizo pa hormoni. Dostikrat pa ni nujno, da je ta težava toliko velika, da se recimo na testih pozna neka očitna pomanjkljivost ali pa da je nekaj očitnega, da bi rekla, aha, klej je pa očitno nekaj narobe. Ampak dostikrat v tem primeru, ker zahodna medicina ne ve, kako je zdaj s tem, tradicionalna kitajska medicina pa klej potem, aha, lahko, ko bi rekel, preko sfere vpliva spodnjega grelca, ne, ali pa sfere vpliva jeter pa ledvic, uravnava to povezavo med možgani in hormoni. Torej, naredi se verjetno kakšen načrt, akupunktura je vsekakor vključena, kaj ne da? Ja. 这辩证论治是不是包括针灸治疗的一个计划？
这个辨证论治，它是一个整体的，也是针灸是最好的。针灸为什么呢？它可以让女同志的气血 Ja. 调整在正常的水平。 Ja, akupunktura je ne, ta diagnostika tradicionalne kitajske medicine, ta diferenciacija sindromov in izbira ustrezne terapije. Ne, akupunktura je ena izmed njih. No, ena je tudi tojna masaža, pa zeliščna terapija, ampak akupunktura je zelo dobra za uravnavanje sploh tega čija oziroma či energije in pa krvi. No, ker dostikrat ne, kri je kot yin, či je kot yang, ne, recimo ne, na splošno rečeno, pri ženskah je treba negovati kri, pri moških je treba negovati či. In zato je akupunktura zelo v redu za negovanje ali pa za uravnavanje pretoka energije pa krvi, ker ona dva sta vedno par, ne, kri prinese. Katere točke se pa uporabljajo akupunkturne? Pri tej težavah? Ja. 这个问题不用针一般会用哪一些穴位？ 不孕症的，首先我们是从它的经络上来选穴位，再的是从它的病上面来选。病，比如说肥胖的人，Ja. 我们选丰隆穴。 Izbira enih točk je glede na sistem meridianov, glede na ta sistem kanalov, ki povezuje notranjost in površino. Ena druga skupina točk je pa glede na bolezenske spremembe. Recimo doktor pravi, če je ženska ali pa tudi moški, če sta recimo bolj močna, da ima tam malo več kilogramov, potem pridejo v upoštev točke, ki mislim, da so sicer na meridianu želodca, ampak malo stran. Ker to so točke, ki recimo zelo dobro delujejo pri odpravljanju vlage ali pa preveč vlage. Če se v telesu nabere preveč vlage, se telo malo, ko bi rekel, napihne. No, in recimo, če je človek tak tip, potem sigurno bo doktor izbral tudi te točke. 比方说子宫肌瘤，我们就选太溪、行间，因为它是肝经的穴位。 太溪和行间就是太溪就是在这里脚底下的那个太溪穴，在肝经所属的。我们它是指它的瘀走在子宫内面的，我们子宫肌瘤嘛，就是。Ja, če gre za težave v povezavi z maternico, potem bo doktor dostikrat zbral točke na kanalu jeter. Ne, kanal jeter gre pa tudi po nogah gor, pa mem spalnih organov. Pa. 比方说肾经和肾经、肝经、脾经，我们就选三阴交，因为它是调节人体的气血，补充人体的不周的精气，是最好的穴位，最常用的穴位。 Ena točka akupunkturna je na telesu, ki se imenuje križišče treh yin kanalov. Trije yin kanali, no, v tem primeru so vranica, jetra pa ledvice. Te yin kanali se, ko bi rekel, od spodaj dvigajo gor v telo in kaj, ko bi rekel, na notranji strani noge je ta. V kitajščini se imenuje san yin jiao. Na notranji strani noge je v bistvu križišče treh yin kanalov. Tako da dostikrat je ta točka tudi tista, ki je zelo pomembna v teh primerih. 但是比如说子宫内环境改变，我们就选次尿穴，次尿穴在背部。 次尿穴啊，因为上尿、中尿、下尿、次尿，它是保证子宫的自净，起到让子宫有血液。Potem so pa še točke na hrbtu oziroma čist na spodnjem delu hrbta, tako rekoč na križničnem delu, so pa točke, kako bi rekel, nekako vplivajo na sprednje reproduktivne organe. To je v bistvu tako, kakor ta kaže refleksoterapija, ki pravi, na podplatu so točke celega telesa, tudi na ušesih, na obrazu, na trebuhu, na dlaneh, pa tudi na hrbtu. In na hrbtu so v bistvu točke od vseh glavnih organov, ampak čist spodaj, ob križnici, na tem križničnem delu so pa ene točke, mislim, da so 4 pari, 8 točk in izmed teh 4 parov doktor izbere en par, ki se imenuje celjao za stimulacijo predvsem tega dela
maternice, jajcevode. Doktor Gong, kakšne so vaše izkušnje? Par, ki ima težave z neplodnostjo, pa potem začnete z obravnavo, z načrtom, z vsemi ostalimi stvarmi. Po koliko obiskih oziroma po koliko časa pride do tistega uspeha, ki se ponavadi ženski pokaže v obliki 2 črtic na polulanem testu nosečnosti? 男同志，我们讲的一个精子的生成周期是90天，80天到90天，所以我们的治疗也是，如果说男同志不幼，我们必须是90天为一个治疗周期。这里面你要做几次针灸治疗？这个治疗的每一个星期最少要保持3次。Ok, zdaj odvisno, ne, recimo, če je problem na moški strani, ne, če se gre za problem proizvodnje spermijev, doktor pravi, en cikl proizvodnje spermijev traja 90 dni. Tako da ta terapija bi trajala recimo 90 dni, s tem, da je fajn, da sta vsaj recimo nekje 2-3 terapiji na teden. Aha. 因为女同志，她也是，比如说卵巢的功能、黄体的功能，它也是在一个组织的新陈代谢13个月，就是90天。所以我们必须要遵循生长的规律来调节它的，掌握它的气血经络的变化，也是3个月。cikl v bistvu 90 dneh, v bistvu, oziroma 3 mesečne cikle se smatra za en cikl. Ne pa koliko terapij je v tem ciklu potrebnih, oziroma a so te terapije enakomerno razporejene čez cel cikl, ali so terapije skoncentrirane na, ne vem, obdobje pred mesečnim perilom ali pa na obdobje pred Ampak recimo nekaj mesecev. Ja, mislim, doktor ima tako, en ta cikl, ne, je 90 dni. In tako pol do terapije so, ne, ko bi rekel, štartajo na ta cikl in se pol rezultat terapij, ko bi rekel, ocenjuje glede na to, koliko se ta cikl spremeni, izboljša, ne, v 90 dneh. Vsekakor je pa veliko opazovanja takega in drugačnega. Doktor Gong, iskrena hvala, da ste danes prišli k nam na tole druženje, predvsem pa na tale klepet. In želim vam še veliko srečnih obrazov, predvsem tistih parov, ki si srčno želijo, torej naraščaj. Zaradi doktor Gonga je na svetu kar nekaj več zemljanov, kakor bi jih bilo sicer. Sicer pa pričakujejo vas torej specialisti tradicionalne kitajske medicine, doktorji po vsej Sloveniji. Jaz prisegam na doktor Jav, ki je dejansko v Ljubljani. No, čakajo pa vas tudi v Celju, Mariboru, v Kopru, tako da brez skrbi. Naj vam bo svet lep. Hvala lepa.